Radijska kateheza. Dober večer, dragi prijatelji, drage prijateljice, tudi nocoj ste naši zvesti poslušalci z nami. Je predvečer 4. adventne nedelje in Božič je pred vrati, saj gorijo že 4 sveče. Tudi tokratno katehezo bom vodila sestra Meta Potočnik, pripravil pa jo je gospod Miro Šlibar, ki mu zaželim en lep dober večer. Dober večer tudi vsem vam, ki ste z nama. Jezus nas je ljubil in nas ljubi. Nocoj bomo to prepoznavali v pričakovanju Božiča, v božični skrivnosti in s papeževo okrožnico o presvetem srcu Jezusovem. Miro, pa začneva z malce drugačnim začetkom kateheze. Lahko bi rekel, bilo je, pa lepo je bilo. Pred dobrimi 3 tedni, 28. novembra, smo se na Brezjah svetomašo zahvalili za 30 let Radia Ognjišče. Glavni urednik, monsenjor Franci Trstenjak, nas je na začetku slavja o polni cerkvi in med radijskim prenosom povabil z besedami: danes vriskamo in se veselimo. Somašovanje je vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je vsem čestital, da smo z oddajami, dogodki, romani in radijskimi počitnicami oblikovali podobo, ki postaja in ostaja zelo prepoznavna v našem medijskem in cerkvenem prostoru. Pri maši je prepevala vokalna skupina Elinor, ki je po njej pripravila še kratek koncert Marijinih pesmi. V imenu vseh vas, ki ste se odločili, da boste v tej pozni uri prisluhnili katehezi za bolnike, sem bil na Brezjah in še prej na 30. gala koncertu Radia Ognjišče Od srca do srca, ki je potekal 17. novembra, kot veste. Povabim vas, da se v prvem delu kateheze zahvalimo za Radio Ognjišče in v duhu zaploskamo vsem, ki oddaje ustvarjajo, in hkrati tudi vsem, ki jo poslušamo. Med ploskanjem takole v navednicah pa prisluhnimo eni od pesmi z koncerta. Hej, brat, Marjan Bunič nas bo spomnil, da nismo sami, da tudi v teh zadnjih dnevih adventa nismo sami in tudi ne bomo za Božič. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Zdaj pa naj čaka pogled nazaj na letošnje mesece naših katehez. Hvaležen sem vam, drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, da skupaj z vami končujemo 6. razred, ko poteka 6. leto radijskih katehez. Vesel sem, da so v zadnjem času vstopili, v navednicah rečeno, v naš in vaš razred in spregovorili pater dr. Ivan Hočevar, magister Franc Šenk, Robert Smodiš, pater Marko Novak, sestra Magdalena Mehle, Borut Pohar in Anže Cunk, ki je moj naslednik v ljubljanski bolniški župniji. Hvala vsem naštetim. Vseh katehez v letih bo z današnjo vred 67. Pa vas povabim, da se sprehodimo skozi letošnje kateheze. Januarja je bil gost pater dr. Ivan Hočevar. Februarja sva se z voditeljico ustavila ob 10 dogodkih v februarju, kolikor je tudi božjih zapovedi, morda se še spomnite. Nekaj od omenjenih dogodkov pa bom vendarle naštel. Vsakoletno srečanje bolnišničnih duhovnikov v januarju, svetovni dan bolnikov ob Lurški materi Božji v februarju, pa pastirsko pismo za postni čas in še več drugih stvari. V marcu in aprilu sta imela katehezo druga 2 bolnišnična duhovnika. V maju sem
z vami želel prisluhniti Marinemu povabilu. Naj jo posnemamo in prenovimo svoj pogled na njo. Slišali smo, kaj pravi o njej pokoncilski katekizem katoliške cerkve, ki obravnava, kako je bila Marija prisotna v prvi cerkvi, kako je Marija molila in kako nas spodbuja k upanju. Slišali pa smo tudi nekaj konkretnih primerov, kako je Marija ljudem blizu. Z julijsko nedeljo smo odšli počivati. Bili smo na dopustu in se predajali prostemu času. Slišali pa smo tudi, kako invalidna oseba doživlja počitek, dopust. Avgustovsko katehezo je imela Marina sestra Magdalena. V septembrski sem pa vas jaz povabil k razmišljanju o povišanju svetega križa, o prvem dnevu žalujočih in še o čem. Oktobrsko razmišljanje je pripravil lazarist dr. Borut Pohar. Spregovoril je o misijonski družbi lazaristov ob 400-letnici, kako se je sveti Vincenci Pavelski s svojim delovanjem odzival na trpljenje in bolezen mnogih. V novembrski katehezi je bolniški župnik Anže Cunk spregovoril o pomenu vere in upanja na poti v večno življenje, pa še o pomenu odpustkov, o svetovnem dnevu ubogih in prazniku Kristusa kralja vesoljstva. Danes pa smo spet skupaj v naši učilnici, katehez za bolnike. Kar bom pa zdaj povedal, lahko preslišite. Moja želja, ki je tudi želja nekaterih od vas, je, da zberem kateheze vseh naših 6 razredov, 6 let, v preročnem zvezku. Če bi kdo želel ta izvod, naj mi sporoči. Pa še nekaj, če kdo še nima mahu za jaslice, naj me prav tako pokliče in ga vam brezplačno pošljem. Nič ne de, če bo betlehemska pokrajina naknadno dobila pravo podobo. Vse tako je tudi v naravi. No, lepo povabilo, lepa ponudba. Pa sva že v 3. delu kateheze, v katerega pa bomo vstopili z molitvijo Angel Gospodov. Angel Gospodov je v znanju Mariji in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Glej, dekla sem Gospodova. Zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. In beseda je meso postala in med nami prebivala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusa. Molimo, nebeski Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Z molitvijo Angel Gospodov, ki naj postane naša vsakdanja molitev, na katero nas spominja zvonjenje 3-krat na dan iz zvonikov naših cerkva, vstopamo, kot ste že slišali, v 3. del nocojšnje kateheze. Advent s svojimi 3 tedni se končuje. Noč vam bo zaradi kateheze, ki jo poslušate, krajša. Sicer pa bo šlo za najdaljšo noč v letu. Današnji dan, zanimivo, je bil najkrajši, ker je danes po koledarju tako imenovani zimski solstici. Spat bomo na to šli še jutri, v nedeljo in v ponedeljek, v torek pa bo že prvi sveti večer. Prepričan sem, da boste ali pa ste celo že pripravili primirne jaslice, ki naj prispevajo k pristnemu doživetju Božiča.
Ne gre le za otroke, tudi odrasli, tudi vi starejši in preizkušeni vseh vrst, se ob jaslicah zamislite in poglobite v tiho ali glasno molitev, morda pa tudi na glas zapojete. Prepričan sem, da vam bo v pomoč tudi Radio Ognjišče, ki naj ga v teh dneh nikoli ne ugasnite v vaših domovih. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Tako sva že pri podobah v jaslicah, osebah, ki v njih nastopajo na nek način. Gospod Miro, kaj pripovedujejo te podobe? Rekli boste, da to že vse veste in da vam ne bom res nič novega povedal. Pa ne vas vprašam, ali niste veseli, da vam nekdo spet reče, da vas ima rad? Čim večkrat bi si želeli to slišati. Prav tako naj izvenijo tudi naslednje besede. Podobe Jezusa, Marije in Jožefa nam brez besed pripovedujejo o Božji ljubezni do nas, pa tudi o ljubezni, ki vlada v sveti družini. Pastirji nas svojo preprostostjo vabijo, da tudi mi sprejmemo novorojeno dete in ga iskreno počastimo. Ovce zelenje in cvetje so del narave, ki je tudi sprejela odrešenika in se mu poklonila na svojski način. Ko se bomo ustavljali ob jaslicah in ob njih molili ali peli, se bomo poglabljali v božičnost. Tudi komu bomo kaj razložili o tem, zlasti vi starejši, zato ne pozabimo, da je Bog postal človek, da bi mi postajali bolj Božji. Zdaj pa sledi berilo iz knjige preroka Izaija, ki je nekakšen glavni pisatelj adventnega časa, skoraj vsak dan beremo njegove besede. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Nad prebivalci v dežele smrtne sence je zasvetila luč. Pomnožil si narod, naredil si veliko veselje. Veselijo se pred teboj, kakor se veseli ob žetvi, kakor se radujejo, ko se deli plen. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se čudoviti svetovalec, močni Bog, oče na veke, knez miru. Oblast se bo širila, miru ne bo konca na Davidovem prestolu. Takole nam prerok Izaija pravzaprav že nakazuje vsebino božičnega praznika. Nekaj besed še o tem. Vem, da vse dobro poznate. Naj vendarle to na kratko obnovimo, tudi v smislu prej izgovorjenih besed. Na božični dan 25. decembra v katoliški cerkvi praznujemo rojstvo Jezusa Kristusa. Vsebina praznika je povezana s skrivnostjo Božjega učlovečenja. Z Jezusovim prihodom v zgodovino se je Bog dokončno in nepreklicno zavzel za svet in za človeka. Da, tudi zate in zame. To misel vsebuje svetopisemski stavek. Verjemite, da je zame eden od najlepših in zgovornejših v celotnem svetem pismu. Namreč, se spomnite? Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Tako je zapisal evangelist Janez v 3. poglavju. Jezusovo rojstvo pa ni samo simbolično, to vemo, je zgodovinsko dejstvo, kaj ne? Je pa res, da čisto natančen datum Jezusovega rojstva ni znan, čeprav je njegovo rojstvo zgodovinsko dejstvo. Čeprav so nam po šolah
o tem zbujali načrtne dvome, saj vi, malo starejši, še več o tem veste. Prav po tem zgodovinskem dogodku od 6. stoletja naprej štejemo tudi človeško zgodovino. Papež Julij I. je za datum Jezusovega rojstva določil 25. december. Božji sin se je učlovečil in prišel na svet, da bi človeštvo odrešil njegovih grehov. Praznik Jezusovega rojstva je za vsakega kristjana priložnost, da se odpre in dovoli, da se Bog rodi v njegovem srcu, ter tako vsak sam utrdi in poglobi svojo vero. Gospod Miro, zdaj se bo ustavila ob tem, da duhovnik na božični dan 3-krat obhaja sveto mašo in najbrž veliko ljudi sploh ne ve, zakaj in kako se imenujejo. Rekli boste, zakaj pa naj nas to zanima? Kolikokrat ob božiču duhovnik mašuje? Ja, tudi s tem, kar bo sledilo, pokažete, da ste s svojimi duhovniki, posebno v teh dneh, ko imajo še več dela, duhovno povezani. O, kako lepo, če se boste kdaj spomnili na vašega župnika ali kaplana. Lepo je, da jih podprete s svojo molitvijo. Torej, v cerkvi so za božič že zelo zgodaj uvedli navado 3-kratnega obhajanja maše. Ob polnoči, ob zori in podnevi. Česar nima noben drug praznik. Cerkev še danes ob božiču opravlja 3-kratno evharistično slavje in vsak duhovnik sme izjemoma opraviti kar 3 maše na dan. Pri ponočni maši, polnočnici, je največji poudarek na Jezusovem rojstvu v hlevu, kako da ne bi bilo. In rodila je sina svojega prvorojenca, ga povila v plenice in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. Drugi poudarek pa je na hvalnici angelov. Prizorni ali pastirski maši, drugi, sporočilo nadaljuje s pripovedjo o pastirjih, ki so obiskali Jezusa. In slišimo stavek: ne bojte se, kajti glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. S tem pa se pripoved o rojstvu odrešenika pri tej maši konča. Dnevna, torej 3. maša, je od vseh 3 vsebinsko najgloblja. Središčni odlomek iz Svetega pisma je izbran iz začetka Janezovega evangelija. Saj se spomnite, v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ko že govoriva o božičnih mašah, pa vas vprašam, kakšni so pa vaši spomini na božič. Navadno s tem so povezani lepi spomini. Saj nekateri me poznate še majhnega iz naše moravske župnije in spomini sežejo v več obdobij. Kako smo delali jaslice doma in praznovali božič. Lepi so spomini na prestavljanje jasličnih figur. Ja, tudi na to, da smo fantje pokali. Ne morete verjeti, da so bila za pokanje najboljša mesta prav v bližini cerkve. Z velikim veseljem sem delal jaslice z domačim župnikom gospodom Mrvarjem, pri čemer pa me je tudi kdaj pošteno stresla elektrika od napeljave za lučke. In tudi to se spominjam, da smo župnikom hodili od hiše do hiše in prišli, kot smo rekli, pogledati jaslice. Prav posebna pa je bila priprava na božič na 3 župnijah, kjer sem bil kaplan. Prepričan sem bil, da bi lahko sam postavil jaslice prej, kot pa smo jih več večerov postavljali z mladimi. Ampak to postavljanje je bila svojevrstna kateheza. Morda se še
kdo spomni iz Sodražice, Šentjerneja ali Zagorja. Spominjam pa se dobro tudi praznovanj Božiča, posebno tistega, ko je bila prva sveta maša v sedanji kapeli kliničnega centra. Ker je puščala streha kapele, smo imeli postavljena vedra. Da vam ne rečem, kakšne so bile jaslice v tiste kapeli. Za hlevček smo uporabili večjo kartonsko škatlo, ki smo jo oblepili s praznimi škatlicami zdravil. Drugič je operacijski plašč objemal betlehemsko družino kot hlevček. In otroški invalidski voziček je bil mesto, na katerem so bile jaslice. Omenim naj še, da so bile prve maše na radiju Ognjišče vsak Božič ob 10. uri prav iz kapele kliničnega centra. To se dobro spominja Boštjan, ki je že v zgodnjih urah praznika pripeljal vse potrebno za prenos maše. Vrsto let je obogatil čisto posebno občestvo pevski zbor Slavčki iz Šentvida pri Stični. O, lepi so bili moji božiči z vami in s tolikimi, ki so se že preselili v večnost. Sporočilo Božiča je za vse ljudi. Kakšno pa bi lahko bilo letos tistim manj mladim, bolnim, na domu, torej najinim poslušalcem in poslušalkam? Krščanske praznike navadno pričakujemo z veseljem in se zanje radostno pripravljamo. Ampak, ko nam ni dobro zaradi bolezni, invalidnosti, osamljenosti, ali če nam je umrla bližnja oseba, Bog ve, kaj vsak od vas doživlja prav ta večer. Takrat se vse povsem spremeni. Kako se na praznike pripravljati in jih praznovati, da nam ne bodo povzročili bolečine in žalosti, se tudi vi sprašujete. Ne pozabimo, Božič je predvsem praznik rojstva Jezusa Kristusa, po katerem je Bog postal človek, da bi delil z nami vse, kar ljudje živimo in doživljamo. Tako veselje, pa tudi žalost, upanje, a tudi obup, petje, a tudi molk, smeh, pa tudi jok, navdušenje in bridko razočaranje, zdravje in hudo bolezen, prijateljstvo, pa tudi izdajo, moč in nemoč, sprejetost in zavrženost, rojstvo in smrt, prav vsega se spominjamo in tudi doživljamo, a ne, priznate? Kaj lahko se zgodi in tudi tako je, da je na sveti večer včasih drugače in je nekdo tudi sam? Kako pa naj takrat on preživi sveti večer? Ja, potem je težko najti razloge, da bi se veselili in praznovali, kot smo se nekdaj. Morda se nam celo zdi, da bi to ne bilo prav, primerno, ampak to sploh ni res. Dragoceno je, da se ustavimo ob jaslicah, ki smo jih vendarle uspeli narediti, kljub vsej svoji nemoči in neutolažljivi žalosti. Tako se spominjam žene pri 90 letih, ki jo obhajam o prvih petkih na domu. Komaj uspe narediti kak korak s pomočjo palice, ampak vsako leto pa vedno naredi jaslice. In kako vesela je, če sem vsaj zraven. Naj nadaljujem z mislijo na vas, ki ste osamljeni. Prepustimo se govorici jaslic. Toda tisti resnični, ne idealizirani, romantični. To, kar sta doživljala Marija in Jožef, sploh ni bilo romantično. Bilo je tudi boleče. Saj nista našla niti prenočišča za porod. Svojemu novorojenemu sinu nista mogla nuditi tistega osnovnega, kar sta mu srčno želela. Sem kaj odgovoril na vaše stanje? In zdaj se še ustaviva malce ob prvem božiču, takrat, pred več kot 2000 leti.
Prepričan sem, da sta Marija in Jožef prosila Boga, naj poskrbi, da bosta našla normalno prenočišče. Ali pa, da ju bodo kaki njuni daljni sorodniki sprijeli na svoj dom. Pa ju ni uslišal Bog tako, kot sta ga prosila. Za svojega sina je poskrbel, a drugače, kot sta pričakovala, ker sta zmogla sprejeti njegov način uslišanja. Sta se lahko razveselila celo tiste votline, v kateri je Marija povila svojega prvorojenca. Pomislite, Božjega sina. Naloga Svetega Duha je, da nas spomni na to, kar nam želi Bog Oče v različnih bolečinah v času praznikov položiti na srce. Še kako primerno je, da v praznikih rečemo iz srca svoj hvala za kakšno dobro in lepo stvar, ki se nam zgodi. Verjamem, da želi Bog v teh dneh tudi nam prižgati vsaj majhno lučko, ob kateri se bomo lahko pogreli srce, začutili toplino življenja, ki nam ga omogoča Bog v svoji ljubezni do nas in do naših bližnjih. Tudi v ljubezni do tistih, ki so umrli in jih pogrešate, a so vam v teh dneh še posebno blizu v vašem srcu. Ti vsi želijo biti z nami v Jezusu Kristusu, katerega rojstni dan praznujemo. Ti in vsi želijo biti z nami, a neopazno, vendar so dejansko zelo živo in dejavno navzoči v našem srcu. Janja Blatnik, invalidka na vozičku, pogosto pričuje v naših katehezah. Kako pa je nekega dne zapisala o svoji izkušnji svetega večera? Lep in velik praznik je to za vse kristjane, tudi za bolne in invalide. Božič se začne z adventom, krasijo se mize z adventnimi venčki, postavljajo se že jaslice in božična drevesa in vse postaje bleščeče in svečano. Ampak ni smisel božiča v okraševanju in zunanjosti, tako piše. Božič je v srcu, je za vse enak, za bogate ali revne, bolne in zdrave, ne glede na to, kje bolnik ali invalid je. Moja želja je, da na sveti večer najdem smisel in uteho z molitvijo, upanjem in zaupanjem v Jezusa, v njegovo neskončno ljubezen. In nadaljuje. Pri nas se zberemo na ta večer ob večerji, molimo in zapojemo kakšno božično pesem. Mladi gredo k polnočnici in večer je res prijeten. Ostanem v družbi sama s seboj in se v molitvi predam Jezusu, ki mi s svojo ljubeznijo pomaga, da lažje preživim vsak svoj dan. Če bi se vsak človek obračal k Jezusu v svojem srcu, bi bilo tegob in trpljenja mnogo manj in življenje bi bilo lepše. In konča, zato ljudje poiščite Jezusa, čaka vas. V zadnjem 4. delu kateheze pa se bova preselila k novi papeževi okrožnici, ki pripoveduje o ljubezni do nas, o Jezusovem srcu. Zopet znamenje velike Božje ljubezni do nas in prav ta okrožnica nosi naslov Nas je ljubil in v originalu v latinskem jeziku Delexit nos. To je 4. okrožnica papeža Frančiška. Sveti Pavel piše, da se besede nanašajo na Kristusa. Govori o človeški in božji ljubezni srca Jezusa Kristusa, ter nas vabi k prenovi pristne pobožnosti do njega. Papež z okrožnico želi, da bi odkrili, da nas od te ljubezni nobena stvar ne bo mogla ločiti. V krožnici predlaga novo poglobitev o Kristusovi ljubezni, ki je upodobljena v njegovem svetem srcu in vabi k prenovi pristne pobožnosti do njega, ko nas spominja, da lahko v Kristusovem srcu najdemo celoten evangelij. V njegovem srcu končno spoznamo sami sebe in se naučimo ljubiti. To je stavek iz okrožnice. V krožnico je napisal
medtem ko potekajo praznovanja ob 350-letnici prvega prikazovanja presvetega Jezusovega srca Francozini, sveti Marjeti Marie Alacoque. Torej vas prosim za nekaj vidikov te okrožnice, ker morda ne bomo vsi ali ne bodo vsi prebrali celoti, pa je prav, da vemo, saj zakaj gre. Okrožnica o očiščenju presvetega srca Jezusovega se začenja s kratkim uvodom in je razdeljena v 5 poglavij. Kratko ne omenim danes 3. poglavje, kjer je zapisano: To je srce, ki je tako ljubilo. Papež spominja, kako cerkev premišljuje in je v preteklosti premišljevala o sveti skrivnosti Gospodovega srca. In na to omenja videnja nekaterih svetnikov, zlasti častilcev Kristusovega srca, že omenjena Marija Alacoque, Terezija iz Lisjeja, Ignacij Lojolski, Faustina Kovalska. Papež poudari, da je dobesedno pobožnost do Kristusovega srca bistvena za naše krščansko življenje, saj je presveto srce povzetek evangelija. Seveda pa se pobožnost do Kristusovega srca ne konča tukaj pri nas, ampak nas pošilja v svet k bratom in sestram, tako kot na koncu vsake svete maše pravzaprav reče duhovnik: pojdite, poslani ste. Ja, prav zadnjo poglavje te okrožnice poglablja pomen našega misijonskega poslanstva. Kaj želim s tem reči? Papež zapiše, da nas srečanje z Božjo ljubeznijo dobesedno pošilja k bratom, prav v smislu Božiča in vsega, kar je s praznikom povezanega. Smo poklicani, tako kot pastirji in tudi kot sveti trije kralji, drugim ljudem pripovedujemo o naši veri, o našem doživljanju maše, čeprav jo spremljamo lahko le po radiju ali televiziji. Nenazadnje smo povabljeni, naj si pripovedujemo tudi o svojih ranah, žalosti, pomanjkljivosti. In ne pozabimo, da smo misionarji Božje ljubezni ravno s tem, da molimo in darujemo svoje veselje in svoje trpljenje za potrebe cerkve in sveta. Ob tem vas spomnim na posebno rubriko v lističu Beseda starejšim invalidom, bolnim in ne samo njim, ki ga mnogi prebirate in se lahko pri meni tudi nanj naročite. Tam najdete objavljen molitveni namen svetega očeta za vsak mesec. Tako lahko postanete pastirji in celo misionarji, čeprav na svojih vozičkih, v svojih sobah, na postelji. Takšni, kot je bila sveta Terezija, deteta Jezusa, ki je zavetnica misijonov. Končali pa bomo s papeževo molitvijo ob koncu te pomembne okrožnice. Še prej pa vam zaželim z blaženim Solanom Casejem, to je duhovnik in redovnik, kakor je zapisano to v letošnjem priročniku Magnificat pod naslovom Nenehni božični večer. Govori o tem, kako naj človek iz svojega srca naredi jaslice za evharističnega Gospoda in takole zapiše: Z ljubeznijo in božičnim blagoslovom za vse vnovič k nam prihaja detece, zato da nas reši žalosti z ljubeznijo, močjo in dobroto. Z vami, drage poslušalke in poslušalci, molim, dete Jezus, pomagaj mi, da se na prijem svetega obhajila in božične praznike pripravljam z veseljem v srcu. Želim vam blagoslovljen Božič in spremstvo Marije v vsem novem, svetem, jubilejnem letu 2025. Temu lepemu voščilu se pridružujem tudi sama, zdaj pa prisluhnimo, v srcu molimo skupaj s papežem Frančiškom, kot je zapisal na koncu omenjene okrožnice. Prosim Gospoda Jezusa, da bi iz njegovega svetega srca za vse nas tekle reke žive vode,
da bi zacelile rane, ki si jih zadajamo, da bi okrepile našo sposobnost ljubiti in služiti, da bi nas spodbudile, da se učimo skupaj hoditi proti pravičnemu, solidarnemu in bratskemu svetu. In to vse do tedaj, ko bomo veselo skupaj praznovali gostijo nebeškega kraljestva. Tam bo ustali Kristus, ki bo vse naše razlike uskladil z lučjo, ki nenehno vre iz njegovega odprtega srca. Naj bo vedno blagoslovljen. In skleniva to nocojšnjo katehezo še z blagoslovom. Gospod z vami, In s tvojim duhom. pripravite srca za blagoslov. Vsemogočni in usmiljen Bog nam je dal v veri spoznati prvi prihod svojega Sina in nam daje upanje v njegov drugi prihod. Naj vas po njem razsvetli, posveti in obogati s svojim blagoslovom. Amen. V življenju na tem svetu naj vas utrjuje v veri, razveseljuje v upanju in vnema v ljubezni. Amen. Veselimo se, da je odrešenik postal človek in prišel med nas. Ko pride drugič v svojem veličastvu, naj vas osreči z darovi večnega življenja. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Gospod Miro, hvala za to zadnjo katehezo v letošnjem letu. Tudi vam želim sama in najbrž v imenu vseh naših poslušalcev, poslušalk, blagoslovljeno novo leto, miren Božič, poln vere, upanja in ljubezni, in vam kličeva na svidenje v letu 2025, za nocoj pa se od vas poslavljava gospod Miro Šlibar in sestra Meta Potočnik. Z Bogom in srečno novo leto. Lahko noč in tudi sveto noč čez nekaj dni. Radijska kateheza. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.